Vrste katastrskih postopkov definira 38. člen Zakona o katastru nepremičnin. Na tej prosojnici so z rdečo barvo označeni katastrski postopki, ki se izvajajo na zahtevo brez elaborata. Označitev meje je postopek, ki je zgolj tehnične narave in za katerega se ne izdaja upravni del oziroma akt. Vsi ostali postopki iz prosojnice pa se izvajajo z elaboratom. Ta postopek z elaboratom se prične v informacijski rešitvi Kataster z inženirskim delom z izvozom podatkov, ko se kreira identifikacijska številka tehničnega postopka, izvede se objava in rezervacije in takrat se kreira identifikacijska številka elaborata. Postopek se potem obdela z zunanjo programsko rešitvijo, se pravi z GeoSam ali pa z GeoProjem. Kreirajo se XML datoteke. Pravilnost tega postopka pa se potem spet preveri skozi informacijsko rešitev Kataster. Tehnične kontrole se izvajajo v bistvu ob oddaji elaborata v 3 nivojih. In sicer prvi nivo se v bistvu preverja v bistvu napake pred prenosom elaborata v bazo. Drugi nivo tudi pred prenosom, ampak gre za take nepričakovane napake. V tretjem nivoju pa so šele tiste kontrole na bazi, ko vam javlja opozorila oziroma blokerje. Se pravi, prvi nivo vam v bistvu če se zgodi napaka oziroma če je napaka v XML datoteki in jo zazna že prvi nivo tehničnih kontrol, potem se ta napaka med dokumenti priloge na vaši kartici postopka izpiše v datoteki uvoz napake tekst datoteke. In sicer je seznam te kontrole prvega nivoja so pod seznamom napake in v bistvu kar dosti podrobno povejo, za kakšno napako v datoteki gre. Napaka se pač odpravi, ponovno kreira XML in potem ponovni prevzem elaborata izvede. To so te obkrožene. V drugem nivoju pa se v bistvu zgodijo neke take ekstra napake, ki niso niti predvidene in v bistvu jih ne najdete pod tem sistemom napak. Tle, če pogledate ta uvoz napake tekst datoteko, v bistvu nimamo nikjer naslova napake, se pravi, niti ne vemo, zakaj gre. To vrstne napake se sporočajo na pomoč uporabnikom in zraven je nujno potrebno priložiti to datoteko uvoz napake in oddajo XML datoteka, če želite, da se bo zadeva pač preverila. Pride obdobje, sploh zdaj v zadnjem času, ko je bilo tovrstnih napak zaradi popravkov na bazi več in je mogoče tudi čakalna doba na odziv službe za pomoč uporabnikom malček daljša, ampak treba je razumeti obe strani. Zadeve se dogajajo in odpravljajo in sporočilo dobite nazaj tisti, ki ste kreirali datoteke in podali pač napako naprej, takoj, ko je to možno. Potem je pa tretji nivo kontrole v bistvu, ko grobih napak v XML-ju ni več in v bistvu zadeva pride do baze, se pa tukaj potem skontrolira, lahko je kontrola uspešna, lahko dobite rumen trikotnik z opozorilom ali pa bloker, ko oddaja XML-ja v bistvu ne dovoli in je treba zadevo urediti. Koliko je posameznih napak, je napisano desno od napake in klik na to številko v bistvu odpre vse napake, kjer se jih da tudi v grafiki pogledati. Obrazložitev kontrole je pa navedena pri tem vprašanju. Zdaj, napak je, kontrol teh napak je v bistvu čez 240. Seznam najdete na tem portalu Prostor v bistvu, seznam vseh kontrol v informacijskem sistemu in kratek opis je tukaj, ampak kot sem že prej povedala, tudi klik na vprašanje poleg same napake vam
da obrazložitev. Se pravi, po uspešno izvedeni oddaji, se pravi, elaborat je oddan, se zadeva potem nadaljuje v upravni del postopka. Zdaj govorimo ves čas o teh zahtevah z elaboratom, za katere so se izdelale XML datoteke. V bistvu shematičen del upravnega dela postopka je razviden iz te prosojnice. Se pravi, že smo danes skozi to prezentacijo parkrat povedali, takrat, ko je elaborat uspešno oddan, se v bistvu dodeli številka vloge temu elaboratu, izračunajo se takse in se v bistvu šele začne vsebinski pregled. Vse skupaj se dogaja z informacijsko rešitvijo delovodnik, ki v bistvu med svojim delom neprestano posega tudi v informacijsko rešitev kataster, kot bomo videli v nadaljevanju. Vmes pa v upravnem delu na geodetski upravi uporabljamo tudi še eno aplikacijo za podpisovanje dokumentov, ki se imenuje Krpan. V bistvu s tem delovodnikom tudi odpremo in vročanje predvidevamo v naslednjem letu. Zdaj zaenkrat zadeva gre še peš, tako kot je šla do zdaj, sama odprema in vročanje. Uveljavitev se zgodi v informacijski rešitvi kataster, arhiviranje in zaključitev procesa pa potem v informacijski rešitvi delovodnik. Se pravi, obe rešitvi se prepletata ves čas. Upravni del katastrskega postopka se prične z dodelitvijo zadeve zaposlenemu na geodetski upravi, ki ima vlogo preglednika generalista. Ta pri svojem delu najprej vidi podatka o številki zadeve in identifikacijsko številko procesa. Za izbiro ukaza podrobnosti na posamezni zadevi, ki jo rešuje, samo izpiše v bistvu podatki o tem, katere katastrske postopke zajema ta elaborat in v bistvu tudi tehnična številka postopka še zraven in številka elaborata. Seznam enot posameznega postopka je odvisen seveda od tega, kaj je geodetsko podjetje in če jih je prav tudi uredilo v XML datoteki, s katere se je v bistvu kreirala vloga. V bistvu, če so te sestavine na vlogi pravilno zapisane, potem so tudi v upravnem delu, v teh podrobnostih, na posameznem katastrskem postopku te enote pravilno vidijo in tudi na ta način se potem izvede naprej po zaključku postopka arhiviranja, se pravi, ta izbira in dodelitev pravih sestavin na vlogo je precej pomemben del. Potem v nadaljevanju s klikom na odpri kataster v posameznem postopku, v bistvu zaposleni na geodetski upravi, ki vodi upravni postopek, pade direkt v elaborat geodetskega podjetja in v tehnični postopek tega geodetskega podjetja in v bistvu vidi vse podatke enake, kakor tisti, ki je delal inženirski del geodetskega katastrskega postopka. In s klikom na te puščice, na črni del, se nam v bistvu delavcu na geodetski upravi v bistvu odprejo statusi, kaj se je v bistvu s tem elaboratom dogajalo, kdaj je bil preizkušen, kdaj je bil zares oddan in ko je pač aktiviran na geodetski upravi. Tudi v upravnem delu, v bistvu v samem postopku še enkrat poženemo vedno kontrole, ker lahko se je v vmesnem času kaj zgodilo in v bistvu so kontrole na enak način narejene in pregledujemo jih v bistvu v isti maski, kot tudi geodetsko podjetje v inženirskem delu. Potem v bistvu se preglednik, generalist skozi te kontrole prebije in na enak način tudi kot geodetsko podjetje. Se pravi, opozorila niso vedno nekaj, zaradi česar je pač potreben postopek oziroma elaborat dati v dopolnitev, ampak jih je treba smiselno pregledati. To bomo naredili v nadaljevanju postopka. Zdaj gremo pa na prvo fazo v bistvu dela v upravnem postopku, ko se preizkus zahteve izvede. Za zahteve z elaboratom zakon v svojem 50. členu v bistvu navaja vse pogoje, po katerih je treba zahtevo preizkusiti. In sicer so to pogoji za zavržbo, zavrnitev oziroma za dopolnitev.
Se pravi, direktna zavržba zadeve je, če za vpis istih podatkov v kataster nepremičnin slučajno že teče upravni del katastrskega postopka. Manjša težava v tej trenutni fazi so katastrski postopki po starem ZEN-u, ki še niso izpeljani v starem sistemu, ki so iz različnih razlogov prekinjeni, in se v bistvu v novem sistemu po njih ne da poizvedovati. Zato mogoče tukaj apeliram tudi na geodetska podjetja, preden oddate, že prej ste uporabljali mail podatki.gu, kamor ste v številko zadeve navedli šifro katastrske in parcelno številko in na ta način v bistvu sledili upravnim postopkom na geodetski upravi. Ta mail še vedno je aktiven in deluje in dobite informacijo praktično v roku parih minut o tem, če je slučajno teče kakšen geodetski postopek v starem sistemu, se pravi v starem delovodniku in je iz različnih razlogov prekinjen. Potem preverja se v prvi fazi tudi pravilnost vlagateljev in morebitne sorodstvene vezi med pooblaščenim inženirjem in naročnikom oziroma strankami v postopku. Potem se preverjajo pogoji za zavrnitev, in sicer se preveri, če je bilo vsem strankam omogočena možnost udeležbe v katastrskem postopku, vkolikor je soglasje potrebno, če je bilo to zraven, in vkolikor se je elaborat izdelal v skladu s kakšnim aktom organa, je pač potrebno preveriti, če je ta akt priložen in če je dejansko narejen v skladu z njim. In potem v naslednji fazi se preverjajo v bistvu pogoji za dopolnitev elaborata. In sicer v tej prvi fazi se preverja zgolj skladnost izmenjevalnih datotek s pisnim delom elaborata in če elaborat vsebuje vse predpisane sestavine. Namreč sami informacijska rešitev kataster sicer preveri, če so oddane vse sestavine potrebne za ta elaborat oziroma za ta katasterski postopek, ne more pa vsebine tega preverjati, tako da če je v PDF-ju elaborata kaj drugega kakor v datotekah, sama informacijska rešitev ne more preveriti, ampak to naredi delavec na tale pregledni generalist na geodetski upravi. Vsebinsko preverjanje se pa potem po preizkusu zahteve, če je le to v redu, izvede za vsak katastrski postopek posebej. Zdaj v nadaljevanju si bomo pogledali pač malo vsebinskih pregledov katastrskih postopkov parcelacije, ureditve meje in izravnave, na koncu pa še vpisa stavbe in spremembe na delu stavbe. In zdaj še enkrat, v bistvu zahteva, smo že prej rekli, tudi takse za zahtevo, zahteva več ni v fizični obliki, ampak se elektronsko v bistvu skreira iz datotek XML-ja in zato je tam res pomembno, kaj je v teh datotekah označeno, katere so parcele v vlogi glavne, katere so sosednje parcele. In v bistvu pregledni generalist v upravnem delu na geodetski upravi v bistvu se mu skreira, tako kot je tukaj na desni strani te prosojnice, taka zahteva avtomatska iz datotek geodetskega podjetja. Če gremo zdaj pogledati vsebinsko preverjanje ureditve meje parcele, v bistvu so to členi 57 do 64 ZKN-ja. In sicer pomembno je, da lastniki soglašajo o poteku meje, ki je v elaboratu prikazana kot predlagana in preverja se potrebnost lokacijske izboljšave. Se pravi, vemo, da imamo koordinatni vklop, topoloških sekanj zagotovo pač informacijska rešitev kataster ne bi spustila v bazo, se pa gledajo okoliške parcele, relativna razmerja in v bistvu potrebnost popravka okolice. V upravnem delu je v bistvu ta novost oziroma sprememba, da ni več izjav in ustnih obravnav. Se pravi, v ta namen je treba res pregledati tudi v upravnem delu, če je bila pravočasno narejena objava za tiste, za stranke, ki nimajo EMŠO-ja vnešenega pravilno in če je bilo izvedeno pravočasno in pravilno vabljenje vseh strank 8 dni prej. Samo to dvoje skupaj, se pravi pravočasna objava plus pravilno strinjanje,
pravilno vabljenje v bistvu izkazujete strinjanje stranke in ena novost je tudi obvezna označitev urejene meje kot poseben katastrski postopek. In vkolikor je izkazano nestrinjanje strank ali na zapisniku, potem se direktno v bistvu v upravnem postopku pozove k stranke k sodni določitvi meje. Ni več teh izjav in ustnih obravnav. In po dokončnosti odločbe se urejena meja vpiše v kataster nepremičnin. Mogoče samo še par besed o površini. Površine vseh parcel, ki se jih katastrski postopek vsaj dotakne, se izračuna iz koordinat. In sicer se ta izračun izvede avtomatsko ob evidentiranju sprememb podatkov v katastru. Kriterija za ta izračun sta dva. Osnovna urejenost parcele in mejne vrednosti. In sicer velja, da za nove in urejene parcele se površina parcele vedno izračuna iz koordinat točk. V kataster se vpišejo usklajeni atributi in grafični podatki. Za nove parcele se mejna vrednost ne določa, saj se za novo parcelo še nimamo vpisane površine, se pravi pri parcelacijah. Se vedno zadeva vpiše. Za neurejene parcele pa se vpiše sprememba površine v kataster nepremičnin, če je razlika med vpisano površino in izračunano površino večja od mejne vrednosti razlike površin. Mejna vrednost za spremembo površine je 10%. Če je razlika med vpisano in izračunano površino večja od 10% vpisane površine, se neurejeni parceli izračuna površina iz koordinat. V nasprotnem primeru se površina ne spremeni. O tem strank v upravnem postopku ne obveščamo. Ravno tako za izračun pri parcelaciji površin po zaključenem, po dokončnosti, po vpisu sprememb v kataster nepremičnin ni predvidena izdaja nekakršnega obvestila o teh površinah. Stranke, vkolikor se pač pojavijo vprašanja v zvezi s površinami, usmerimo v javni vpogled oziroma v izdajo potrdila. Zakonska izjema pri izračunu površin je postopek lokacijske izboljšave, kadar je izveden kot postopek, samostojen ali pa kot del, kot dopolnilni postopek nekemu drugemu postopku. V tem primeru se površina ne spreminja. Drugače pa je, kadar zahtevo za izračun površine parcele vloži vlagatelj brez elaborata po 67. členu zakona. V tem primeru se ne glede na razliko od trenutno vpisane vedno spremeni in izračuna iz koordinat točk. Tukaj so še iz teh tabel lepo razvidni tudi tole, kar sem zdaj govorila. Pogoji in kdaj se zadeve zgodijo. Pri ureditvi meje je mogoče treba pojasniti, da imamo tudi še en odpustek, kar se tiče izvedbe terenskega dela storitve pred 4.4., se pravi do vključno 3. aprila letošnjega leta. In je bila zahteva pač vložena po 4.4. So odpustki in sicer v tem, da izvajalcem ni potrebno ponavljati že izvedenega dela geodetske storitve, da so obrazci za stavbe in dele stavb lahko narejeni pozen, da ni potrebna objava katastrskega postopka, tudi označitev mej z mejniki pač v tem primeru ni obvezna, in že podpisana pooblastila za vložitev zahteve nadomestijo izjavo, ki jo zahteva 5. odstavek 48. člena ZKN-ja, in v postopku izravnave se upoštevajo pogoji samo pozen. To je razvidno v bistvu, da je bil teren narejen pred 4.4. iz XML datoteke, ko je datum postopka pač pred 4.4. upisan in v bistvu informacijski sistem kataster ob oddaji sam ve in tudi opozori preglednika generalista v upravnem delu, informacijska rešitev delovodnik, v bistvu, da rešuje postopek z odpustki. Možnost vlaganja takih elaboratov je do 31.12., se pravi do konca letošnjega leta.
Odpustek je pa tudi, zdaj smo sicer pri ureditvi meje postopkovno, ampak odpustek je tudi pri tlorisu stavbe in tlorisu ZPS-ja. Lahko se odda namreč samo tloris stavbe in tloris ZPS-ja brez tlorisa nadzemnega dela stavbe in tlorisa podzemnega dela stavbe. Se pravi, tukaj so tudi kontrole izključene v tem smislu. Je pa status take stavbe, to je pa treba opozoriti, če bo upisana z odpustkom, v bistvu gre za katastrski vpis stavbe po ZEN in ne po ZKN-ju. Tukaj imate še enkrat na tej prosojnici navedene pač vse izjeme in odpustke. Ostala pravila pa ostajajo enaka za elaborate, ki so v celoti izdelani po zakonu o katastru nepremičnin. Če si pogledamo še pogoje za parcelacijo, v bistvu vsebinsko preverjanje parcelacije zdaj ima en nov termin še, združitev, delitev in preoblikovanje obstaja. Tako kot prej je potrebno soglasje in zahteva vseh lastnikov oziroma solastnikov. Je pa zdaj ena novost, namreč daljica na meji, ki se je nova meja, ki nastane z delitvijo parcel ali preoblikovanjem parcel dotika, ali pa ta meja poteka v njeni neposredni bližini, morajo biti urejene. In neposredna bližina meje parcele se določi glede na točnost obstoječe meje. Če točnost ni določena, se neposredna bližina nahaja do razdalje 2 metrov. Pogoji glede neposredne bližine bodo pa bolj podrobno pojasnjeni na posvetu, ki sledi. Še vedno se preverja poučitev oziroma združitve 2 ali več parcel v zemljiški knjigi, in sicer informacijska rešitev kataster sicer ob vnosu datotek izvede preverbo, vendar kadar imamo plombe na določenih parcelah, včasih javi, da je v bistvu sama aplikacija ne more preverjati vsebine neizvedenih plomb, lahko jih samo prešteje. In če je pač število teh plomb različno na parcelah, ki se združujejo, pač javijo opozorilo. In nujno je, da v bistvu pregledniki generalisti v upravnem delu postopka še vedno preverimo možnost oziroma dovoljeno združitev 2 ali več parcel. V kolikor se parcelacija izvaja z aktom, v skladu z aktom državnega organa ali organa lokalne samoupravne lokalne skupnosti, je pač potrebno preveriti skladnost s tema 2 aktoma in v kolikor leži parcela v območju omejitev spreminjanja parcel, smo na začetku te predstavitve v bistvu prikazali te 2 sloja z omejitev, potem je pač mora biti izvedena v skladu s tem oziroma z dovoljenjem tistega, ki je sprejel ta akt, če ni v skladju. Pri parcelaciji je potrebna označitev te nove meje in obstoječe meje, če jo je slučajno parcelacija delila in na terenu še ni označb, in nova meja se več ne evidentira, ampak se zdaj pač vpiše v kataster nepremičnin. Vsebinsko preverjanje upravnega dela izravnave meje preverja v bistvu, če imamo soglasje in če oba lastnika sosednjih parcel soglašata z izravnavo mejo. Preverja se, če je izravnana meja, ki se izravnava, urejena predhodno v tem postopku ali pa že prej s kakšnim postopkom. In spremenjeni so pogoji, kar se tiče površin parcel, med katerimi se opravi izravnava meje, in sicer ne sme se spremeniti za več kot 5% površine manjše parcele, vendar je zdaj zgornja omejitev 1000 kvadratnih metrov. In dodan je še en pogoj, da vsaka od parcel po izravnavi mora obsegati najmanj 90% zemljišča parcele vpisane v katastru nepremičnin pred spremembo. Še vedno so možne zaporedne izravnave meje, vendar tako, da v primeru zaporednih izravnav pri izpolnjevanju pogojev za izravnavo se upošteva zemljišče parcele, kot je bilo vpisano v kataster nepremičnin pred prvo izravnavo, in ne moramo preseči teh 5% dovoljenih glede na prvo izravnavo, ki je bila v novem katastru izvedena.
Tudi tukaj je obvezna označitev izravnane meje in izravnana meja se več ne evidentira, ampak se vpiše v katastru nepremičnin. Mogoče sem par besed še o označitvi meje parcele. Označuje se lahko samo meja, ki je že urejena in ni dovoljeno spreminjanje koordinat. V bistvu za tiste, ki so bile izvorno izmerjene v TM sistemu, se ne smejo ob označitvi spremeniti. Se pravi, tistih par centimetrov, ki je bilo do zdaj dovoljeno spremembe po vsaki osi, ni več. Izjema so koordinate, ki so bile izvorno določene v Gauss-Krügerju in so bile transformirane v TM. V upravnem delu se vsebinsko preverja katastrski postopek vpisa stavbe in delov stavbe na način, da se preveri, ali je stavba oziroma deli stavbe v takšni fazi, da jih je sploh možno izvesti. Preglednik generalist si pri tej preverbi pomaga s fotografijami oziroma z obrazcem S2, kjer je iz načrta stavbe. Preverja se, če je bila izvedena seznanitev z vsemi strankami in da so bile seznanjene, da elaborat prikazuje dejansko stanje v naravi. To je možno preveriti iz zapisnika. Oziroma, če gre za enotno lastniško stanje na delih stavbe, potem se lahko to preverja, je lahko to izkazano na obrazcu S0. Seveda morajo vsi solastniki ta obrazec podpisati. In pa 93. člen zakona določa, da morajo biti deli meje parcel, po katerih poteka poligon tlorisa stavbe ali pa so v neposredni bližini tega poligona, določeni s točnostjo višje od 1 metra, vkolikor meje parcel niso urejene. Več o tej neposredni bližini bo povedanega na posvetu v nadaljevanju. Preverja se, v bistvu je zakon, tudi ta 93. člen, 7. odstavek tega člena, v bistvu pove nekaj več zdaj v primeru nestrinjanja strank. In sicer seveda, kadar delamo vpis sploh stavbe z več deli, se vedno lahko najde kakšna stranka oziroma lastnik, ki reče, da se ne strinja s tem, kar je geodetsko podjetje prikazalo oziroma da elaborat ne izkazuje dejanskega stanja v naravi. V tem primeru mora ta stranka, ki pač to meni, natančno in korektno navesti, v čem ta elaborat ne izkazuje dejanskega stanja in mora za svoje navedbe predložiti dokaze. Pooblaščeni geodet pa se mora do prejete pripombe na skladnost elaborata z dejanskim stanjem opredeliti in v elaboratu izkazati, da jo je upošteval in popravil elaborat oziroma obrazložiti, zakaj pač te pripombe ni mogel upoštevati. Enako kot pri ureditvi meje se v bistvu neudeležba pravilno povabljenih strank na postopek vpisa stavbe in delov stavbe šteje kot soglašanje s na terenu prikazanim dejanskim stanjem. Vpis sprememb podatkov v stavbi in delu stavbe je mogoč, kadar je stavba in del stavbe, za katere se ta postopek izvaja, vpisan v katastru nepremičnin s statusom katastrsko vpisana stavba oziroma katastrsko vpisan del stavbe. In to je eden izmed vsebinskih preverb v upravnem delu tega postopka. Potem potrebna je spet izvedena seznanitev z vsemi strankami, da elaborat prikazuje dejansko stanje v naravi in mora biti priložen zapisnik temu. Vrste sprememb podatkov v stavbi in delu stavbe so zlasti, tako definira zakon, združitev in delitev stavbe ali dela stavbe, sprememba sestavine dela stavbe, prizidava prostora in izbris dela stavbe, ki je v nepremičnini vpisan s statusom katastrski vpis. Vlagatelj za spremembe podatkov v stavbi in skupnih delih je upravnik in tudi odločba se o spremembah podatkov v stavbi in skupnih delih vroči upravniku in v upravnem delu pač ne izvajamo evidentiranja, ampak vpišemo spremenjene podatke o stavbi in delu stavbe. Kako je pomemben v bistvu tale vaša datoteka geodetskega podjetja in v bistvu formulacija vloge
V bistvu tle je prikazana ena kontrola vpisa sprememb podatkov v stavbi in delu stavbe. In sicer naj bi šlo za delitev dela stavbe, vendar je v XML datoteki v vlogi navedena samo stavba in pač izvedba take delitve dela v bistvu ni možna oziroma nam aplikacija sama javi opozorilo. Če pogledamo še zahteve brez elaborata, upravni del tega katastrskega postopka zahtev brez elaborata se začne s sprejemom zahteve se strani stranke, ki jo vloži v sprejemni pisarni, pošlje po pošti klasični ali pa po elektronski pošti direkt na geodetsko upravo in se ne začne tako, kot z zahtevami z elaboratom pač na strani geodetskega podjetja, ampak tokrat kar direkt na geodetski upravi. In sicer taka vloga se vnese v poseben sistem krpan in prek tega krpana potem v bistvu spet pride taka vloga v informacijsko rešitev delovodnik, kjer se izvede vsebinsko preverjanje in preizkusi se zahteva v skladu z 51. členom zakona. Se pravi, vse zahteve brez elaborata zakon predvideva, da se preizkušajo po tem 51. členu, ne glede na to, za kakšne zahteve gre. In sicer razlogi za zavržbo so, da za vpis istih podatkov katastra nepremičnine teče upravni del postopka, da vlagatelj je prava oseba za vložitev in da je spremembe sploh mogoče spremeniti brez elaborata. Razlogi za zavrnitev oziroma dopolnitev pa, da podatki omogočajo vpis sprememb v katastr nepremičnin oziroma je potrebno stranko pozvati k dopolnitvi te zahteve, ki jo je podala na geodetski upravi, vkolikor to ni mogoče. Če pogledamo konkreten primer spremembe podatkov v stavbi in o delih stavbe, ki se spreminjajo zahtevo brez elaborata, so to pač podatki, določeni podatki, ki morajo biti s statusom katastrsko vpisana stavba oziroma del stavbe. In sicer so to število etaž, številka etaže, številka pritlične etaže, leto izgradnje stavbe in dejanska raba dela stavbe. Te podatke lahko spreminja stranka brez elaborata, samo če so predhodno že vpisani kot katastrsko vpisani podatki. Vse ostale podatke, ki so razvidni iz te prosojnice, se pa o stavbi in delih stavbe lahko spreminjajo, tudi če niso katastrsko vpisani. Mogoče še par besed o postavitvi skrbnika za katastrski postopek. To sicer ni katastrski postopek, je pa v bistvu del katastrskega postopka oziroma situacija, ki nastopi lahko. In sicer kdaj, kadar je lastnik neznan ali pa umrl, pa dediči niso znani ali pa če je prebivališče lastnika neznano. Geodetsko podjetje, ki v postopku naleti na takšno stranko, v bistvu na terenu pridobi čim več razpoložljivih podatkov od ostalih strank in drugih udeležencev v postopku in na geodetsko upravo poda predlog za postavitev skrbnika za katastrski postopek. V tem predlogu morajo biti navedeni razlogi za postavitev skrbnika za katastrski postopek, navedeno, kater postopek se izvaja na terenu, na kateri parceli, lastnik katere parcele je tisti, ki ga ni možno vključiti v postopek in razlog, iz katerega ga ni možno vključiti v postopek. Potem mora biti v predlogu navedeno, katero osebo se predlaga za skrbnika za katastrski postopek in navedeno, da je pač geodetsko podjetje ugotovilo, da ima ta oseba osebne lastnosti in sposobnosti varovati premoženjske in druge pravice neznanega ali umrlega lastnika. Geodetska uprava pa potem po razpoložljivih evidencah preveri oziroma izvede po izvedbo na ustrezne organe, ali res obstajajo zatrjevani razlogi za postavitev skrbnika za katastrski postopek. Če ugotovi, da so podani razlogi, potem izda geodetska uprava odločbo in z njo postavi skrbnika za ta katastrski postopek. Če pa ugotovi, da razlogi niso podani, potem tak predlog z odločbo zavrne, v obrazložitvi pa navede tudi, zakaj
ni teh pogojev za postavitev skrbnika za katastrski postopek. Lahko ugotovi, da je lastnik sosednje nepremičnine dejansko znan. V tem primeru bo navedla ugotovljenega lastnika, s katerim bo geodetsko podjetje nadaljevalo postopek. Lahko ugotovi, da so znani vsi, vsaj verjetni dediči, v tem primeru jih bo navedla in bo geodetsko podjetje postopek nadaljevalo z njimi. Oziroma lahko ugotovi prebivališče lastnika sosednje nepremičnine, ki ga bo potem geodetsko podjetje na tem naslovu kontaktiralo za postopek. Namreč postavitev skrbnika je postopek majčkeno drugačen, zaradi tega, ker po novem zakonu geodetska podjetja nimajo pravne podlage, da bi sama preverjala pri sodiščih ali drugih organih, ali je oseba pokojna ter kdo so dediči.